Tole za mano je Cross Caddy, najnovejša različica družinskega avtomobila, ki je v osnovi dostavnik. Morda se ga malce slabše vidi, ker je zelene barve, tako kot ta trava. Mogoče bo iz te strani bolje. Caddy seveda ni nov avtomobil, mu pa vsake toliko časa namenijo kakšno spremembico, da ostaja zanimiv, in tokratna je oznaka Cross ter z njo povezane razlike. To je Caddy za avanturiste, pravijo, zato ima lahko tudi 4-kolesni pogon, ampak ta ga nima. Cross Caddy je od navadnega s podobno opremo dražji okrog 3000, dobite pa za ta znesek vizualno precej zanimiv avtomobil. Zlasti v tej zeleni barvi se mi zdi simpatičen, sicer pa ima Cross aluminijasta platišča, zaradi katerih dejansko deluje bolj otaljen, od tal pa sploh ni. Ima tudi te zaščite na robovih, v bistvu deluje bolj zrelo za kakšno brezpotja. Tale zeleno barvo nadaljuje tudi tukaj znotraj, kar mi je všeč, ker izgleda dobro, je pa Caddy dejansko eden tistih v osnovi dostavnikov, ki najbolj uspešno zakrivajo svoje poreklo. Prav lepo se pelje, podobno kot kakšen Touran, je pa malo bolj robusten, s to trdo plastiko, ki je bolj odporna na prevažanje tovora oziroma na otroke, ki non-stop nekaj praskajo in brcajo. Me pa moti to, da se zadnjih bočnih stekel sploh ne da odpreti. Zelo nepriročno. V tem Cross Caddyju se vrti 1,6-litrski motor TDI, pri katerem 4-kolesni pogon 4Motion sploh ni na voljo. Je pa motor sam po sebi dovolj zmogljiv, tudi dokaj tih, porabi pa med 6 in 7 litrov. Pravzaprav je Caddy nasploh zelo prijeten avtomobil, če želite nekaj bolj prostornega in malce bolj robustnega. Za točno takšnega Caddyja boste morali odšteti 25.000 evrov, pa ima dodatno samo bixenonske žaromete. Tako pa če hočete imeti najbolj cool Caddyja, ampak jaz bi v tem primeru potem izbral 4-kolesni pogon.